Pozdravljene, drage besedoljubke in ostali. Se vam je že zgodilo? Pred vhodom v trgovski center imate pripravljeno dokazilo o cepljenosti, potrdilo o prebolelosti, v mislih vadite vaš zagovor, če bo varnostnik slučajno kaj vprašal. On pa samo odmahne z roko in niti ne dvigne pogleda svojih Instagram novic. Ste se počutile malo spregledane, zanemarjene? Ste imeli občutek, da se tu nekdo še kako spreneveda? Pa jo imamo. Našo novo besedo tedna. Spreneverjanje. Preverjanje PCT pogojev izdatno prežeto s sprenevedanjem. Pogosto je spreneverjanje celo obojestransko. Varnostnica pred vrati se pretvarja, da preverja, notri idoči pa se pretvarja, da ima koda na telefonu, dejansko neko zvezo s cepljenjem, ki da se je zgodilo nekje, nekoč v neznani rami. Ja, ljudje se na različne načine prilagajamo na to novo post-covidno normalnost. Naloga jezika je, da te nove oblike medčloveške komunikacije poimenuje. Poglejmo si še druge zanimive sorodne izraze. Denimo PC telepatija. PC telepat je natakar, ki ve, da vi pa že imate PCT pogoje in vas zato niti ne povpraša po njih. Včasih pa je natakar samo dobrodušen. Vidi, da nimate kode, a vas vseeno postreže. Potem je tu še videc. Posebej nadarjen videc, drugače vratar kulturnega doma, ki ima to alternativno medicinsko nadsposobnost, da že s pogledom v oči lahko oceni, ali ste morda COVID pozitivni. Ena izmed covidk se je na Facebooku javno bahala, da je njeno modro oko kar 7-krat bolj zanesljivo kot katerikoli hitri test. In ne samo, da nepogrešljivo ločuje okužene in neokužene. Pri cepljenih lahko glede na držo vaše rame natančno ugane, katero cepivo ste prejeli in ali je morda že čas za poživitveni odmerek. Ja, kdo bi vedel. Morda dotična resnično vidi oziroma ko vidi. Morda pa gre tudi v njenem primeru samo za še eno obliko spreneverjanja. In to je bila beseda tedna. Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.